Hej, Jelka Godec. Glede na to, da ste vodja največje poslanske skupine opozicijske stranke in glede na to, da danes že cel dan komentirate naše objave na profilu Inštituta 8. marec, sem se odločila, da ta video posnamem samo za vas. Kar nekaj časa se že ukvarjate z mano in se mi zdi, da je lepo, da se mogoče tako spoznava. Zakaj snemam ta video? Zaradi tega, ker odkar je bilo javno objavljeno, da govorim na konferenci zdravstvenih delavcev, se je proti meni zagnala vsa madžarska mašinerija, anonimni profili, številni sovražni komentarji, pa tudi vi sama. Zagnali ste se vame na način, da kot vodja poslanske skupine največje opozicijske stranke Ministrstvi za zdravje zastavljate vprašanje, če jaz na tej konferenci lahko govorim. Ni samo žalostno, da se raje ne ukvarjate s čakalnimi vrstami ali pa s privatizacijo zdravstva ali pa s tem, da ljudje nimajo zdravnika, ampak s tem, a bo neka punca nastopala na konferenci. Žalostno pa je tudi marsikaj drugega in se mi zdi lepo, da vam mogoče to povem. Prva stvar, ki je res žalostna, je to, da očitno vi živite v svetu, kjer lahko ministri odločajo, kdo lahko kje govori. Torej, kjer lahko ljudje, ki so v vladi, odločajo, kdo ima pravico izražati svoje mnenje, kdo lahko govori. Mene to spominja na ene druge režime, ki jih vi mogoče kdaj kritizirate. In jaz tudi take demokracije ne poznam. Jaz sama hočem živeti v družbi, kjer lahko vsak izraža svoje mnenje in kjer niso politiki in poslanci in ministri tisti, ki dajo dovoljenje, da nekje nekdo spregovori. Druga stvar, ki je ful žalostna pri tem, kar delate, je, da v resnici v stisko spravljate tudi organizatorje konference. Oni imajo isto metodo organiziranja tega dogodka že ves ta čas. Vedno povabijo ljudi, ki pač niso iz zdravstvene stroke, ampak prihajajo iz drugih strok, iz družboslovja, iz humanistike, novinarstva. Lansko leto je bila gostja dogodka Vesna Vukgodina in ni zanimivo, da ste se sprožili lih pri meni. Jaz mislim, da to predvsem govori o tem, da želite mene diskreditirati, pa v resnici dosežete, da nihče drug ne bo vabil več inštituta na dogodke. Tretja stvar, ki je žalostna pri vašem delovanju, je, da javno zdravstvo razumete kot samo neke zdravnike. Pozabljate na medicinske sestre, na bolnike, na vse ljudi, ki so soudeleženi v tem procesu. In ponovno ne želite, zelo simptomatično, da se o pomembnih družbenih temah pogovarjamo vsi. V svojih objavah napadate tudi neke bivše ministre, ljudi iz drugih političnih polov, s katerimi ne delite stališče. A ne bi bilo samo lepš, pa ful preprostej, če bi se v stvareh pogovarjali, pa ne iskali neke rešitve. Še zadnja stvar, ki me pa v resnici tukaj žalosti, je pa pač to, da se v resnici s tem zelo sistematično sproža sovraštvo. Jaz sem včeraj pa danes zbrala komentarje o meni, ki govorijo, da sem prasica, ki govorijo o tem, da ne smem nekje govoriti, da moram molčati, ki govorijo o tem, da lažejo, da krademo davkoplačevalski denar in v resnici spodbujate tako družbo in tako delovanje. In jaz nočem verjeti, da to nekdo dela za nalašč, ampak žal verjetno to res počnete. Sej jaz vem, da me očitno res ne morete, zaradi tega, ker ste me že večkrat uporabljali v vaših poslanskih vprašanjih. Sam zdi se mi, da se lahko ukvarjate z res pomembnejšimi stvarmi. A veste, ker v resnici smo v Inštitutu 8. marec trenutno precej jezni tudi na obstoječo vlado. Hoteli smo iti v referendum proti JEK-u, to je ta referendum, ki ste ga tudi vi v SDS-u podpirali, ker ste pač nas hoteli ogoljufati. Jezdi nas ful enih stvari, ampak taka delovanja, ki jih vi imate, to, da sistematično zastrahujete, to, da v bistvu hočete utišati vse kritične glasove, pa samo spomnijo na to, kaj je tudi avtoritarna oblast in zakaj tudi tega nočemo. Tako da, Jelka, prazniki bojo, počitnice bojo, jaz vam želim, da se imate lepo, pa da se mogoče ukvarjate s kakšnimi bolj pomembnimi stvarmi, kakor sem jaz sama. Mi pa bomo fajtali naprej, ker nas to ne ustavi.